bomo videli, no. Nisem še dovolj v tem smislu. Moj glavni inštrument je vedno bil glas, no. Ljudje so ogromno, ne vem, vidiš neke pevce, ki so, veš, izvrstni multi-instrumentalisti, ne? In so ogromno časa posvetili v to, ne? Jaz sem pa ves svoj čas, vsa leta vlagal v moj glavni inštrument glas. Tehnike petja, načini, kako raztegniti, kako zdravo pet, kako lepo pet, kako tako pet, kako iti v nižine, kako iti v višine, stile petja, žanri. Jaz sem zelo bil obseden pravzaprav malo z glasom, no. In je zanimivo, koliko mi lahko naredimo z našim glasom. In koliko sem pravzaprav, ko gledam nazaj, koliko sem v bistvu napredoval. Not to blow my own trumpet, ampak v smislu, ja, koliko res vaja dela mojstra, ne. Danes se z mano ob skodelici kave druži vedno nasmejan, pa to je tudi zelo že dokazal v 10 minutah, odkar smo skupaj, in pa naš znani pevec David Amaro, lepo pozdravljen. Zdravo. Ja, ponavadi sem tako nasmejan, res, ko se počutim sproščenega ali pa živčenega, in tlele sem eno in drugo. No. Ker nikoli ne veš, kaj vse znam, mislim, ne vem, kaj imaš pripravljen zame. No. Ja, kaj je napisano v tem čudežnem... Z te strani pa ne znam brati. Če bi se potrudil, bi zihar šlo. Ne bom plankal. Sem že v šoli dovolj. Ja. Ker se danes druživa v podcastu ob skodelici kave, me seveda najprej zanima, kakšno kavico piješ? Bela, latte. To je tisto, ne maram tiste preveč močne. Zdaj sem bil glih v Sarajevu, pa ono bosansko kavo naročim vedno sam za sliko, pa je pa moja frendica spije, jaz pa dobim ta latte in ga spijem pač. Zato, ka lepo zgleda, veš, tisto sarajevska džezva, pa to, bosanska džezva, no. Ampak mi je premočno, tako da rabim malo. Mlekeca. Tako, Se strinjam, jaz tudi vedno kavo z mlekom. Ne hotel sem čin, ampak ne nazdravlja se s kavo. Kdo to pravi? Srkam, pa še če srkaš, ne, pomeni, da ti je sploh dobro. Ok, ja. Ja, ne? Je dobra, ne? Dobra, zelo dobra, hvala. Daj mi malo povej, kaj se dogaja, kako potekajo tvoji dnevi, se na kaj posebnega pripravljaš? Ja, za mano je moj prvi akustični koncert, pa tudi prvi pod zvezdami zunaj. Tako da sem začel s to neko svojo koncertno potjo. Ogromno preživljam časa na odrih zdaj in sem zelo vesel zaradi tega, ker sem za to najbolj rojen. No. Tako da to je moj vsak dan zadnje čase, ukvarjanje se s tem. Jaz sem konec koncev v sebi menedžer, pa administrator, pa pevec, pa vse v enem. Vse v enem, tako da tle je dela kar veliko. No. Social media manager, ni da ni kaj nisem. No. Vse, kar vidimo, kar pride od tebe, si ti v bistvu. Ja, tako da mi gre še kar v redu, ne, glede na to, da sem res dobesedno za vse te stvari sam in za ustvarjanje muzike, tudi besedila in melodije. Tako da je one man band. Tako da ta one man band je kar delovan zadnje čase. No. Dejansko one man band, ja? One man band, ja. Ok, ampak nekdo te vseeno spremlja na klavirju, a ne? To sem videla na enem izmed dogodkov naše medijske hiše. Ja, sam sem vedno bil navdušen nad klavirjem. To je bil moj prvi tako inštrument, ki mi je dal nekaj, ko sem slišal. Ne vem, ko sem jaz videl ljudi, ki so zaigrali prve akorde na klavirju in mi je odskozi to nekaj posebnega zaigrali na duši in s klavirjem sem jaz spoznal, koliko imam v bistvu rad glasbo in koliko me klavir nosi. Jaz vsako pesem, ko jo napišem, jo začnem s klavirjem, samo s klavirjem in ničemer drugim. Sploh me drugi inštrumenti toliko, dober, ampak klavir ima neko posebno zgodbo. Violine mi je tudi recimo ful všeč. Taki saksofon, zelo tako taki inštrumenti. Vse ima vsak nekaj svojega posebnega, ampak pri meni v tem trenutku je number one klavir. No. Pa igraš samo klavir ali še kaj drugega? Jaz klavir zelo bogo, no, da ne boš mislila. Nismo, kot otrok, v bistvu mi nismo imeli zdaj neki baš velik
za glasbeno šolo. Je Sredstev. bilo zelo drago, ne? Ja. Tako da moja goca, imel sem dve možnosti, ali se prav Goca dejansko... je mami. Mami, tako. A se ukvarjam prav z glasbo, s petjem takrat, ne, ali pa pač, ker tle je tudi bilo nekaj treba vložiti v bencin in tako naprej, ne, ali pa pač gremo v glasbeno šolo, ali ples, to so bile 3 možnosti in sem se pač seveda odločil za petje. In pol sem se začel učiti klavirno kot samouk, kasneje znam dovolj akordov, da napišem vse pesmi, no, ki jih pišem. Bi si pa želel še bolj izpopolniti v tem smislu, ampak mi je že dovolj za enkrat to. Meni je važno samo, da slišim, da sem lahko vladar svojega glasbenega ustvarjanja. No. Skozi klavir imam to možnost. No. Pa malo kitaro igram drugače tudi. Se tudi učiš? Ne tudi samo ukno, mislim pač, znam akorde, lahko ti igram. Znam ene par pesmi že, da očaram. Je pa ful dober, pa če kaj uskoči, ne, da tudi ti uskočiš s kitarco. Videla, nisem še dovolj v tem smislu. Moj glavni inštrument je vedno bil glasno. Ljudje so ogromno, ne vem, vidiš neke pevce, ki so, veš, izvrstni multi-instrumentalisti, ne? In so ogromno časa posvetili v to, ne? Jaz sem pa ves svoj čas, vsa leta vlagal v moj glavni inštrument glas. Tehnike petja, načini, kako razpon, raztegniti, kako zdravo pet, kako lepo pet, kako tako pet, kako iti v nižine, kako iti v višine, stile petja, žanri. Jaz sem zelo bil obseden pravzaprav mal z glasom. No? In je zanimivo, koliko mi lahko naredimo z našim glasom. In koliko sem pravzaprav, ko gledam nazaj, koliko sem v bistvu napredoval. Not to blow my own trumpet, ampak v smislu, koliko res vaja dela mojstra, ne? In da te ure, ki sem jih vložil v ta svoj glas, se splačujejo. Še vedno, ja. Ja, še vedno, ja. Da potrkam, ne. Je pa v bistvu si res dosti natreniral glas. Tudi. Verjetno je bil nek talent, posluh, dobro si verjetno pel, ampak vseeno je pa bilo potrebno vajene. Ja, valjda, mislim, govorimo, da jaz gledam zdaj to vse skupaj, mislim, da je to celo mala obsedenost bila. V bistvu. Mogoče do neke mere celo občutek kontrole, da če kontroliram svoj talent, svoj glas, da potem je vse v redu. In jaz sem res, mi govorimo tako, ko sem jaz živel v Angliji, jaz sem prišel iz službe, delal sem namreč 2 službi na banki in Subwayu sem delal sendviče istočasno. In potem prišel domov ob 8 zvečer, 2-3 ure pel doma in potem se premaknil v avto in v avtu, da nisem ostalih ljudi motil sosedov in v avtu še 3 ure tam nekje do 1-2 zjutraj pel in vadil. In to ni bilo tako enkrat, to je bilo tako kar nekaj mesecev, leto dni, je bilo tako neprestano. Zdaj gledam za nazaj, mala obsedenost, malo control freakovsko, ker kot mulc, ko sem se ukvarjal z glasbo, jaz sem že kot mlad, mislim, pri 12 letih sem se s tem poslom začel ukvarjati. Mi je zelo žal, ker v bistvu petje, glas ni bil nikoli toliko v spredju, ampak je bilo vedno v spredju bolj show biznis, že kot otrok si moral biti ljudem zanimiv, pa pesmi so se prodajale v bistvu v smislu kao naj bo hit, ne, in tako naprej. In pol ko sem odrasel, mi je bilo zelo žal, da sem svoja najstniška leta nisem vlagal v vokal. In potem sem želel pridobiti vsa ta leta nazaj. In sem jih. Tako da sem vesel in pol sem začel še ukvarjati se z gospel petjem, pa tam imel mentorja, vokalnega mentorja v gospelu, pa mislim, ta obsedenost je dobra obsedenost bila. Nisem več tako zelo, ampak imam pa še nekje ta kontrol freakovski, da moram stalno delati na vokalu in da moram biti vedno perfekten, kar pa je itak nemogoče. Pa nisem tudi vedno perfekten, a veš, tudi to je dejstvo. Ne?
Sem imela tole v zapiskih zapisano, da naj bi bil ti perfekcionist, ne? Tako da v bistvu to, kar si opisal, že kar malo. Ampak ja, se pa vseeno zavedaš, da nisi pa čisto popoln, ne? Sploh, ampak kje pa? Ampak želiš pa biti čim boljši. Valjda želim biti, ampak perfekcionist v tem poslu, a veš, v glasbi, v petju, v tem sem perfekcionist. Nikakor nisem perfekcionist, čeprav zadnji sem opazil eno stvar, ne vem, če se ljudje malo začnemo drugega sami sebe pravzaprav opazovati, da morda so celo tisti najbolj kaotični ljudje, ki so navzven, a veš, ko se kar ne lotevajo stvari, procrastinate, ko se reče, jaz danes iščem te besede, ne, ki odlašajo stvarmi. Veliko se jih ožigosa kot ljudi, ki so v bistvu neorganizirani, šlampasti, površni. Jaz sem pa dojel nekaj v zadnjem času, da je pri meni v bistvu ta perfekcionizem tako zelo bil močen, da se jaz raje določenih stvari sploh lotil nisem. Ker če se jaz lotim, bo to veliko trpljenje. To bo trpljenje do tega smisla, da bom pač po cele noči do 9 zjutraj, 8, 9 zjutraj delal, ne vem, pisal pesem do konca, vse to je super, ta perfekcionizem v takem smislu, ampak naredil vse, da bo vse perfektno. In pa sem se dolg časa tepel s tem perfekcionizmom in tem, da sem zdrav kot oseba. Ne? In pol se rajš kar nekih stvari nisem lotil. Ne? Tako da sem dojel, da ja, kakor sem ti hotel, sem ti reči prej, da v bistvu ne, v privat življenju nisem perfekcionist, ampak to po mojem ni res. Jaz sem tudi v privat življenju ogromen perfekcionist, sam tam imam možnost se ne lotiti stvari. Tam imam možnost pač, če jaz začnem konkretno pospravljati recimo stanovanje, to ne bo samo pospravljanje, to bo generalno čiščenje. Od začetka do konca, vsak kotiček in tako naprej. In pa se kar včasih rajš kakšen teden, 2 ne lotim. Kaj teden, 2? Tudi po 3, a veš, sam, da je tako, da je v redu, ne? Da lahko živim noter, ampak tako, no. Ne vem, zdaj sem malo filozofiral, ampak krat to počnem tudi včasih. Tak sem, perfekcionist tudi v besedah. Ja. Ampak ja, to te v bistvu razumem, ker eni pač nočejo na pol nekaj narediti, ne, in pač pol se res orenklotijo, ne. Ja, in se to me je večkrat tepel, ker pol je postal ta trend tudi nečesa, da moramo vsi delati na sebi, ne. Delo na sebi je biti vedno mentalno zdrav in tako naprej. In jaz sem pač vedno poskrbel za to, da sem mentalno zdrav, v smislu, da moje, da pač, kako naj to rečem, da moram vedno postavljati recimo spanec na prvo mesto, kar je res, ne. Ampak pač daj, pa pač tudi ne moreš spati, moraš določene stvari narediti, ne. Zato, ker je tudi to dobro za mentalno zdravje. Ni dobro za mentalno zdravje samo, da greš na, ne vem, na masaže, da greš v fitness, da greš v tretje, vse to je super za mentalno zdravje, jaz zelo rad športam, pa tudi ne. Sam kdaj, če imam fitness, pa neke stvari za svoje življenje, karierne ali kakorkoli, se pač ne more prijeti fitness v prvi plan, ne. Vedno je bilo tako, tvoje počutje je najbolj pomembno. Res je, ampak ne pride samo iz ene strani, ampak pride tudi z tega nekega drugega spektra, ne. Upam, da sem, včasih rečem kakšne stvari in tudi sam ne vem, does it make sense, ampak se potrudim, no. Jaz v moji glavi ima smisel tole, zdaj, kar sem rekel. Tudi za nas, brez skrbi. Brez skrbi. Okay. Požirka kavice. Hvala. Viš, pa je malo voditla v tebi. Ja, sej je res, ja. Na kateri strani mikrofona v tem smislu se boljš počutiš? Definitivno voditeljski manj obremenjen. Ne, čakaj zdaj, ne. Odvisno. Če je nekdo na drugi strani, ki je dober sogovornik, je v bistvu voditelj biti zelo lepo. V bistvu ne, sej to je 50-50, no. Realno, ja. Jaz tudi kot na tej strani kot intervjuvanec mi je tudi pač v easy, če imam z nekom, ki se lahko pogovarjam, pa je pa težko, ko je nekdo drug, ki se ne morem pogovarjati z njim. Sam pa oboje že bil, ne, voditelj in intervjuvanec, tako da sem tudi med drugim voditelj, ne. Tudi v tej vlogi ti gre super. Si med zgovornejšimi in to je za nas voditelji super. Jej!
Hvala. Ja, definitivno rad govorim. To sem jaz zadnjič rekel na koncertu, ker sem na svojih koncertih, na teh akustičnih, to je tako neko intimno vzdušje. To so zelo male zadeve. Vedno sem gledal kot mulc, tudi, ne vem, pevce kot Adele, recimo, ne, ki je začela v teh nekih klubih, mali in to so bili neki taki intimni koncerti, po 50 ljudi v publiki, ne. In ona se pogovarjala z njimi in govorila veliko. In jaz sem tega ful doživel, ko sem živel v Manchesteru, tudi takih koncertov strani drugih izvajalcev. Ampak sam se nisem nikoli ukvarjal, nisem nikoli dal ven tudi take glasbe, da bi jaz lahko take koncerte imel. In zdaj, ko sem pa začel s temi koncerti na tak način, kar govorim, kar začnem govoriti, pa kar vsaka misel potraja, pa je neka simfonija besed in tako naprej. Pa sem rekel, ja, res rad govoriš, ampak sem rekel, no, tudi, da te radi te poslušamo. Tako da, saj vem na drugi strani, da so ljudje, ki mi radi prisluhnejo, tudi v tem smislu, kar se govora tiče. No. Pa sej od publike se mi zdi, da takoj v tistem trenutku dobiš odziv. Tudi če ne rečejo nič, boš čutil neko energijo, jim je ok, ali ne, verjetno. Ja, mislim, mi tak publika ne laže velikrat. Mislim, znajo, težko laže, ne. Oni brez besed veliko povejo. Pa jaz tudi sem tak, dokaj znam biti znam malo prebrati tudi, no, določene situacije, tudi vem, kdaj kam pašem, pa kdaj ne. In zaenkrat na teh mojih koncertih, ker so konec koncev moji koncerti in so ljudje, ki pridejo mene poslušati, pač pašem, ne, in si lahko dovolim biti 100% sproščen, no, svojo publiko. Ja, ker itak veš, ne, kot si rekel, da pridejo zaradi tebe, verjetno z razlogom pridejo te poslušati, ne. Ja, glej, da prideš tudi ti, no, si lepo vabljena na koncert. Hvala. Ker je res lepo, no, in magično vzdušje. To si želel, ne, zunaj? Zelo. V takem vzdušju? Zelo sem si želel zunaj imeti koncert, jaz pa zvezde, pa glasba. Res ni lepšega, no. To so neke lepe melodije. A veš, ko se pač usedeš, vzameš eno pijačko in samo pač poslušaš lepe pesmi. Tle ni neke pretirane filozofije, a veš, ne rabiš za neki šov, tretje, ker sem se pa predtem ful na to fokusiral, kdaj, ne, to so bili drugačni nastopi, zdaj so pa nastopi v takem smislu in glasba in moj glas govorite zase, no. Tako. Lepo, ja. Potem pa še to vzdušje, ne, itak, če se usedeš nekje zunaj, pa malo že tema, pa tak, naredi svoje, ne. Ja, imel sem tudi kar nekaj parov, ki so prišli in so bili tako, veš, da si naju prav zbližal, no, s tem koncertom. Lepo. Ja, ker je zelo dobro za dušo, no. Jaz sem dojel v bistvu s temi koncerti, kako sem res sproščen. Prav pogovarjal sem se z eno prijateljico po koncertu, ko sem bil tako, mislim, da sem se z Evo Boto po telefonu prav pogovarjal, na FaceTime se spomnim in sem jo klical in jaz tako po koncertu, ker ona ni mogla prijeti in jaz tako, Eva, zelo mi je čudno, ker se zelo počutim tako sproščenega. Mislim, ni bilo ničesar tako, nič zvaden, veš, ni bilo vaje, kaj bom povedal in tako naprej. Zelo mi je bilo doma, nič mi ni bilo tako. In pa sem delal, koliko sem se jaz v bistvu v preteklosti velikrat počutil na odru, kje, kdaj, da mi ni tam mesto, ne. In pol si zato mogoče človek v življenju mora, naj bo to sporočilo nasplošno za ljudi, če se kje res ne počutiš, da je tvoje, da si na pravem mestu, da ti pašeš tam nekam, si ustvari nek svoj oder, neko svojo sredino, kamor pa veš, da boš pasel, ne. In jaz sem to zdaj sebi naredil. Tako da ta moj odrček za to moje publiko bo šel po celi Sloveniji, iščem datume še za naprej in tam vem, no, da se sproščeno počutim in tudi, da ljudje to tudi začutijo zelo, no. Tako. Pa takrat sploh nisi razmišljal o takšnem načinu koncertov, a si nisi upal, ali je ta želja šele zdaj prišla? Vse to, niti sem si upal, nisem čutil tudi, da je pravi čas
želja je bila pa skozi. Ne, želja je bila skozi, da se nekaj tasga. To je najbolj smešno. Jaz sem toliko časa rabil, da sem prišel do tega, a v bistvu je to bilo nekaj, kar sem jaz od začetka svojega pevskega ustvarjanja vedno najbolj bil. Jaz sem vedno bil najbolj v smislu glasbenik, pevec. Je pol je kar naenkrat, ko sem se začel show biznisom bolj resno ukvarjati, v smislu, da sem postal poznano ime v Sloveniji, je prišlo vse drugo bolj v spredje in sem ful na ta občutek, kaj jaz pravzaprav v smislu glasbenega sem, ful bil zapostavljen. In je vse drugo postalo bolj pomembno, tako da zdaj je pa prišel pač res ta čas, da se pokažem v tej obliki. Je ful lepo, no, mislim. Vse vem, moj koncert je, ampak je res lep, res je lepo. Veš, usedeš se in dobijo pesmi drugačen smisel tudi. In s tem razlogom sem tudi ustvaril tudi veliko pesmi za naprej, ki so še ne izdane, ampak jih na koncertu pojem. Ustvaril sem jih v tem miselnosti, da bom jaz lahko to na svojih koncertih izvajal. Ker je kar problem z enimi določenimi pesmimi iz preteklosti, ki sem jih delal, ki jih zelo težko daš v koncert, ker one so narejene samo komercialno za produkcijsko, to so produkcijsko močne pesmi, ne. Pa so dobre pesmi. Sam, ko pa jih daš v live izvedbo, je pa to kar malo zakomplicirano, kdaj tudi izvestno. Pa jih ne čutiš več, ali sam to, da ne pašejo tja? Ne, jih čutim, jaz sem še vedno vse to, sem vse te pesmi tudi jaz sam napisal, ne. Sam pač zdaj jih v drugačni, pač ne pašejo to. Ne pomeni, da jih ne bom, mislim, še vedno imam kakšne nastope, kjer jih izvajam. Ne pašejo tak stil večera, še se vedno izvedem, tam nekje 3-4 te tudi, ampak jih zapakiram tako, da imajo smisel. Pa akustično? Akustično. Pol itak že dobijo nek drug prizvok. Tako, ja. Tako da zelo sem vesel, no, da smo prišli do sem. Ampak pot je še dolga. To je šele en tak zelo konkreten začetek. A veš, jaz sem v bistvu zelo na začetku. Jaz sem bolj na začetku, kot sem kadarkoli bil. Ja. Ja, zelo. Zakaj tako čutiš? Zato, ker vse, kar sem prej delal, zdaj nima več, ni to sploh več nima smisla. V smislu, da vse, kar sem prej delal, je čisto neka druga zgodba, kot pa to, kar zdaj delam. Ampak pa sem pa vedno si rekel, dobro, ampak glej glasbenike, kot so Prince, George Michael, Lady Gaga, recimo. A veš, imaš Lady Gaga, ki ima neko obdobje duetov s Tonyjem Bennettom v jazz izvedbah She's a Lady, ne? In potem pride naslednje leto s albumom Chromatica in je čist ekstra in tako naprej. Ni, da sem jaz zdaj Prince, George Michael, Lady Gaga, ampak dovolim pa si to svobodo, da zdaj v tem trenutku sem izvajalec, ki gleda na koncertno pot in je to v bistvu stvar, ki si jo najbolj želim. Vem, da je to stvar, ki si jo najbolj želim tudi zato, ker gledam v otroštvo, sem si od nekdaj prav to želel, ampak ne pomeni pa niti slučajno, ne pomeni, da ne bomo čez eno leto spet imeli malo bolj to ekstravagantno stran mene, ne. Ker tudi to sem jaz. A ti si kaj? Včasih. Sam to zdaj ful težko primerjaš, ker ti zdaj, ja, govoriš vseeno o pesmih, ne, ampak... Ja, dobro, tudi ne, se je tudi tako, kot, a veš, v tem trenutku se pač ne počutim, da bi se ekstravagantno oblekel, recimo. Aha. Gledam pa 2 leti nazaj, pa kakšne posnetke slike svoje, pa sem vse. Aha, no to se jaz nisem. Kaj? To se jaz nisem. Jaz sem pa vse. Jaz mislim, da si v enem podcastu rekel, da ti ni všeč, kako si bil pol leta nazaj oblečen. Ja, res ne. Ja, se spreminjam, realno. Ampak tudi to je okej, ne? Ker v bistvu prek tega prideš do tega, kar si zdaj in kakor vidim, si zelo zadovoljen. Ja. Ne? Če tistega prej ni bilo, ne veš, če bi bil tu, ne? Pa saj jaz sem realno v vsakem nekem svojem obdobju življenja kar tak zadovoljen fant, no. Sem zelo nekdo, ki najde srečo, ko je mogoče kdo tudi ne. To je un moment, se ne vem, a se kdo kdaj tako počutil, ampak to je un moment, a veš, ko se jokaš, tako hlipaš, nekaj groznega se ti zgodi in pol
se pogledaš v gledalo in se nasmejiš. Tako kontradiktorno čisto tvojih čustev, ampak si tako, kaj se dogaja? A veš, a je res tako grozno ali ne, a veš, ali pa ti nekdo pošle nek posnetek in umiraš od smeha medtem, ko se jokaš. A veš, kad ti imaš neko bolečino, ampak vseeno imaš neko srečo tudi najdeš, ne. Jaz to tudi na koncertu povem. Zelo rad to, koliko je pomembno v neki svoji bolečini najdeti srečo. Ker, a veš, mi pol zelo hitro se oklepamo svoje bolečine v življenju in to pustimo, da postane naša osebnost, naša zgodba, a v bistvu bi morali to bolečino zelo tako sprejeti, z odprtimi rokami, jo objeti nekako in biti veseli, da je tam. Ker tudi bolečina zna biti zelo lepa stvar. Jaz sem največ o sebi odkril v nekih težkih trenutkih v življenju. Ne? Tako. In definitivno od nje ne bežim. Napisal sem eno pesem, ki upam, da bo nekega dne šla. Po mojem bo. No. Bol je naslov. Kako? Bol. In gre, čakaj, kako je že bilo? Kad bi mali ljudi znali, kako lijepo biti je mali, tadi veliki bi ostali da osjete šta to znači bol. To zgodbo sem tudi na koncertu povedal zadnjič, v bistvu v smislu, da mi vsi mali ljudje se mogoče včasih sploh ne zavedamo, kako lepa je naša bolečina, ker v njej najdemo vsi toliko nesreče in nek velik človek, bogat človek, bi si samo želel imeti to pristno bolečino, ki jo imamo mi. Mali ljudi. Jaz sebe smatram za malog človeka. Človeka. To je še zgodba, ki jo moram še malo razviti, ampak rad sem srečen fant, no. To je cela. Rad sem srečen v svoji bolečini in do nekje tudi žalosten v svoji sreči. Ker je balans v življenju vse. Itak. A ni tako? Tako. Ampak itak si že večkrat povedal, ti si vedno tak pozitiven, da potem ne maraš ljudi, ko jamrajo. To tako gledaš res na svet s takimi očmi, ne? Mislim, treba je tudi jamrati kdaj, no. Hvala Bogu, ampak ni pa point v tem, no, da zdaj bom pa se smilil sam v sebi. Jaz se sicer tudi smilam sam v sebi, ampak se kot lev, no, jaz sem lev po horoskopu, znam hitro se tudi dvigati iz pepela, no. In biti tako dobro, zdaj pa pač smilil se pa ne bomo. To pa že nisi, ne. Tako da kar grem in dvignem glavo, no. Da pa zdaj človek ne bi smel jamrati, pa ne jamrajo tudi, zakaj pa ne. Vsak po svoje. Vsak po svoje, hvala Bogu. Vse v mejah normale. Mi moramo samo biti ne ekstremisti, ne iti v ekstrem z določenimi čustvi pa tako naprej. Samo to je lažje rečeno kot narejeno. Tudi z moje strani. Nisem jaz zdaj nek guru, a veš. Da bom zdaj govoril o življenjski poteh, kako morajo ljudje. Jaz tudi ne vem, kaj delam. Ja, le. Tako se lepo poveš, pa ne vem, kaj delam. Ja, to je tako... Poskusiš, ne? Poskusim, to je živa resnica. Sam pa nekaj izkušnje do zdaj že dobil, I guess, no. Vse in to življenje. Pa vsem si tudi na tej sceni že kar od mladih let, ne? Tako da se je že nabral kljub tvojim rosnim 30 letom. Verjamem, da je že res nekaj. Ja, zdaj sem od 12. leta, 18 let, čeprav vmes 2-3 leta nisem sploh ukvarjal z glasbo, sem dal čist na stran, ko sem živel v Angliji. Ampak ja, vedno sem, če ne drugega direktno, sem bil indirektno povezan z muziko. No, tako da, ja, nekaj se je že nabral, sem pa vesel, da imam še vedno ta isti žar in neko strahospoštovanje do muzike in do glasbe. In celo do tega posla, no, tudi, kaj je triki stvar tudi. Enkrat si tudi rekel, da vse, kar si želiš, je, da te poznamo kot dobrega pevca. A se ti je to misliš, da že uresničilo, ali kako gledaš na to? Ja, se kar uresničuje, ampak veš, mislim, grozen je, ker to je v bistvu tisto, kar mi delamo na tem, da smo ljudje, da smo res vsem všeč. Ne? To je itak stvar, ki verjetno smo vsi že milijonkrat rekli, joj, moram nehati
trpim za tem, da sem vsem všeč. Jaz tudi trpim za tem, ampak vedno manj, no. Nekako sem že dojel že zdavni, da pač komor moj glas, moje petje, jaz nisem všeč, mu itak ne bom nikoli všeč. Bi si pa želel vseeno, da se ve samo, da ma ne rab se nič vedeti. Kaj bi si, nič se ne rab vedeti. Jaz bi mogoče samo želel si, no, da če pa me nekdo spomne nekje nekega dne, da pa začuti to ljubezen do glasbe in do muzike, ki jo imam, no. Ker je res velika. Včasih toliko velika, da to ni v redu. Mora se človek malo smiriti in samo živeti život in ne dajati toliko enega pritiska na se zaradi nečesa toliko neobremenjenega, kot je dejansko muzika in petje. To je toliko, v bistvu ne bi smela biti taka stvar, no. Da bi si človek dajal kakršnekoli pritiske. Samo vseeno na drugi strani pa živiš od tega, ne? Ja, tudi to je res. Tako da verjamem, da pa ne moreš čist izklopiti tega, ne? Ja, jaz sem zelo vesel, da sem začel učiti petje tudi, ker tam jaz toliko odnesem od svojih učencev. Neverjetno. Tako, kot se pa jaz se najbolj povežem z ljudmi glasbeno, ki so čist nedolžni v tem. Ker jaz še vedno nosim eno tako nedolžnost, kar se muzike tiče in petja, da se jaz s svojimi učenci najlepš lahko pogovarjam o muziki in o petju na način, s kakršnim se težko z nekom, ki ima že leta in leta izkušenj, ker on to malo že gleda tako naveličano na to, a veš. On že vse ve, itak, ja, ok, vse to petje, ja, ok, ampak, a veš, skozi ampak, a veš. S svojimi učenci, jaz se pogovarjam veliko o muziki, o petju in tako, in koliko mi oni dajo svojim pogledom tem nedolžnim na muziko, je neprecenljivo. In jaz s tem mi je šlo ogromno pritiska tudi stran, kar se moje pevske kariere in muzike tiče. Ker moj najboljši sogovornik za glasbo je tisti, ki samo čuti muziko in ne gleda na njo z neke poslovne stvari. Je pa neizbežno, da je tudi poslovna stran, no. Pač ne moreš, sen je to stvar, od katere živiš, ampak tu je moj balans, no. Moji učenci so moj balans, da jaz potem lahko na drugi strani vseeno razmišljam o muziki, mogoče tudi o tem nekem poslovnem, ampak more biti ta stran prva nedolžna muzika, z nekom moram o tem razglabljati na tak način. In to sem prvič doživel na Superstarju, ko sem bil na Hrvaškem oddaji Superstar, ker so bili vse okoli mene mladi, čist neizkušeni pevci. In oni so me ogromno naučili takrat, da sem rekel, wow, evo, to je v bistvu point muzike in petja. Da ni to, koliko imaš ogledov na YouTubeu, koliko imaš streamov na Spotifyju, a si prvi na trendingu na YouTubeu ali si 16, a imaš razprodan koncert ali ne, ali si že pozabljen pevec ali sploh nisi, ali si neizpolnjen pevec, ki gradi svojo kariero, ampak ljudi baš boli briga, ali poješ prave pesmi zase ali ne, ali so to dobre pesmi ali niso, to je toliko enih vprašanj o tem poslu, kar itek, ok, legitimna vprašanja, ker nažalost živimo, da so številke odraz naših vrednosti, kao, ampak jaz ful nočem več verjeti v to, zato se s tem ne obremenjujem več. In to sem doživel na Superstarju, s temi mladimi ljudmi. In to doživljam s svojimi učenci. To je neobremenjeno, oni se ne ukvarjajo s tem zdaj. Oni samo želijo imeti svojo pesem za 5 ljudem, in se imeti fajn. In tistih petim ljudem, ki jih poslušajo tam, polepša dan. In to si jaz želim. Kar ne pomeni, da nimam velikih ambicij zase za življenje, ampak ne rabim pa tega pritiska, no, tega posla in številk in tako naprej. Ne da se mi več, kar se tega dela tiče, številk. Se mi pa zelo da ta posel še delati, no, ker je fajn. Realno je lepo. Lepo je slišati, da imaš tako lepo izkušnjo, ne? Pa tudi v bistvu, ko si bil tam in potem tisti odzivi, so tudi v Sloveniji prejeli veliko dobrih odzivov, ne? Si čutil to?
Ja, zelo je bilo to je bil life-changing moment, no, v bistvu za mojo kariero. Jaz sem veliko dobil strani Tončija Huljiča, v bistvu največji avtor na Balkanu. On je tudi privat, sva se slišala ene parkrat že, me je poklical in tako naprej. In to navdušenje z njegove strani nad mano, ja, ne bom lagal, no, da mi ni dal veter v leđa, kako se reče. Da mi ni dal res ogromne vzpodbude, no. Jaz imam ogromno spoštovanje do njega, do vseh teh ljudi tam in sem se počutil zelo tako, ok, res sem na pravem mestu. No, ful, dober. Da veš, nisem se rabo ukvarjati s stvarmi, kako se bom predstavil, jaz sem samo prišel in zapel. Pesem, ki jo znam, pesmi, kako jaz pojem. In ljudje so me lepo, res lepo sprejeli, ljudje, ki nekaj pomenijo. Ne? In nam pozabo, kako sem sploh prišel v to oddajo na Hrvaškem. Pisala mi je Nina Badrić na Instagramu. Čao, sviđa nam se mnogo kako pjevaš, jel možemo dobiti tvoj broj da proslijedim Tončiji Huljiću, jer bi on stvarno želio da te čuje uživo. Pa znam broj, ona pa meni še eno sporočilo dolgo, kako je navdušena nad mano in tako naprej. Pač meni je to tako pomenilo. Meni je to tako veliko v tistem trenutku pomenilo, da sem bil tako, ok, to pa res nekaj je. In potem sem na povabilo Tončija v bistvu skupaj v igri z Nino Badrić prišel sploh v to oddajo, no. In to mi je spremenilo življenje, oziroma glasbeno kariero, no, tako bova rekla, glasbeno kariero. Mi je kar spremenilo in se mi je ogromno stvari shiftnil, ker tam sem dobil občutek, da ne rabim se, da show biznisem toliko ukvarjati, kakor pa samo pet. In da jaz itak sem show biznis, ker sem odrasel v tem. A veš, jaz sem bil 12 let star. Meni je to naravno, ko se midva zdaj pogovarjava. Ne rabim jaz razmišljati zdaj, kaj se bomo zdaj midva pogovarjala. Tako. Jaz sem bil tako vzgojen, da so tako učili. Bil sem že založbo pred 12 in to je trajalo in ne rabim se zdaj s tem ukvarjati, jaz rabim samo pet. In ta show je mi spremenil tudi to, da sem se potem začel s akustičnimi koncerti ukvarjati in tudi, da sem glasbo dal v spredje, ker mene v bistvu ljudje, tudi to sem šele pol dojel, da znan obraz ima svoj glas, kjer sem jaz bil. V bistvu mene kot glasbenika, pevca sploh ni predstavljal, ampak me je predstavljal kot medijsko osebo, kot nekoga, ki dobro poje, ampak s tem se niso ljudje ukvarjali. Ampak tako, igralca, zabavljača, entertainerja, ne. To pa nisi želel, oziroma ne želiš še zdaj, verjetno. Ne, jaz sem entertainer, valjda. Ja, ampak v spredju je glasba, ne? V spredju je glasba, ja. In sem šele s superstarjem to dojel. Zakaj so ljudje rekli, ful je bilo ljudi, ki so rekli, mi sploh nismo vedeli, da ti tako dobro znaš kao pet, ne. Oziroma ne, nismo sploh vedeli, da znaš pet. To je bilo ful veliko. Jaz sem bil tako, kako to ljudje? In pa so tako, pač to je fora, to je moj prvi glasbeni šov v življenju. Jaz sploh nisem bil v glasbenem šovu. In tle sem se malo predstavil and the rest is history. Zdaj pa ustvarjam glasbo, no. Prva ljubav, to je prva ljubezen. Tako. In kaj bi zdaj rekel, da je pa tista stvar, ki si jo najbolj odnesel tega šova? Poleg vsega tega še lahko in našteje. Vrnitev k samemu sebi, v bistvu. Pa tudi to, koliko podpora pomeni. Jaz, ker sem živel v Angliji 6-7 let, sem se zelo naučil biti sam in sam sebi podpora in sam sebe dvigovati in sam, vse sam. Da sem potem prišel do momenta, kjer jaz v bistvu podpore sploh nisem želel, malo sem jo celo odrival, ker jaz vse to lahko sam. Pa sem pa videl, koliko v bistvu se ne pomeni, da podpore nisem imel, ogromno prijateljev imam, ki mi dajo ogromno podporo, ampak nisem je pa sprejemal, veš, vsem tako samo sebi. Pa pol podpora neznancev včasih celo več pomeni, kar je grozen, ne. Ampak meni je podpora Tončija Huljiča takrat in te oddaje cele, ljudi v bistvu, cele tega šova,
Hrvaške same toliko pomenila, da sem dojel, koliko je podpora pomembna. In zato jaz že kot učitelj petja želim svojim učencem biti glavna podpora. In to ne samo zato, ne samo tistim, ki so najboljši pevci, ampak tistim, ki imajo pač to radi, ker mislim, da poje lahko vsak, mislim, da se vsak lahko nauči petje in jaz sem tle, da mu dam podporo. Z največjim veseljem, ker podpora spreminja življenja. Drugemu moramo biti podpora, ker drugače pač ne gre. Mi smo sobitja, mi smo odvisni eno drugega in jaz sem to spoznal superstarjem, koliko mi je pomenila podpora mojih sotekmovalcev, ki so bili tako, prišli so do mene, pa so se hoteli kao od mene malo učiti, pa jaz tako, kva? A veš, tega nisem doživel, ja, mi želimo samo, da nam pokaj, ono, bla, 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 bla. Jaz pa sem se pa od njih tudi hotel nekaj naučiti, ne? Tudi za druge, tudi bla, bla, bla. Podpora, najbolj pomembna stvar. In veliko to pozabimo in si drugemu ne želimo nekomu dati podpore. Mogoče javno celo kdo reče, tale pa nekaj dobro naredil. Ne govorim zase, ampak za nekoga drugega recimo, ne. Tale pa nekaj dobro naredil, ne. Zelo malo je tega, premalo. Dajemo podporo samo ljudem, za katere je trendovsko dajati podporo. Nekdo, ki je zdaj v tem trenutku number one, ja, bravo, svaka čast, super, seveda si zaslužil vso podporo, hvala Bogu, ker je verjetno delal trdo, da je prišel do tega momenta. Obstaja pa neka punca tamle zadaj, ki poje, se ukvarja z glasbo in je dobra v tem in ona res potrebuje podporo. Jaz bi to si ful želel recimo na svoje koncerte povabiti neke mlade pevce, pevke, da pridejo in samo odpojo eno pesem in s tem dati malo da jim pokažem, da so vredni nekaj, da so dobri. Tako no. Verjetno to razmišljaš za svoje učence tudi, ne? Da jim daš eno priložnost. Tudi. Valjda. Mislim, jaz sem definitivno kle, da sem ob njihovi strani. No. Zelo sem... Mogoče tudi zato, ker sam velikrat tudi kdaj nisem prejel mogoče podpore, ali pa tudi zato, ker sem jo tolikrat tudi prejel, pa je nisem sprejel, bi zato rad jaz to zdaj mogoče spet kompenziral malo za nazaj in tudi jaz drugim ljudem, valjda, izvolite. V bistvu lažem, no, tudi realno, jaz sem v bistvu ogromno podpore prejel tudi strani svojih ljudi okoli sebe in to takrat, ker sem jo najbolj potreboval in zato mogoče vem, kaj tudi to pomeni, no, dejansko. Dati ljudem nekaj lepega. Lepo si povedal. Hvala. Seveda te pa moram vprašati, med žiranti je bila tudi Severina, ne? In ker je v Sloveniji zelo priljubljena, kakšen je bil vtis, mogoče kakšno srečanje, ki ti bo ostalo zavedno v spominu? Tako, Severina je ženska, pred katero jaz nikoli ne vem, kaj reči. Pa sva bila že večkrat 1-1. Ampak obstajajo pač ljudje, ob katerih ti staneš, ne. In jaz kar nekaj rečem, jaz sploh ne vem, kaj rečem. Hvala puno za sve in tako dalje. In ona, molim lijepo, baš si super, ono, bla, 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 bla. Hvala. In pol ne vem, kaj in pol je awkward, in pol je tako, ne vem, nisva... Ne morava biti frenda. Ne morem jaz biti Severino zdaj friend. A veš, ona je ženska, ki je marsikaj dala v življenju čez, več kot si mi sploh lahko mislimo in sploh smo dali čez. Midva ne morava na isti ravni pogovora imeti. Ona me z enim stavkom verjetno poje, ker ima toliko izkušenj. A veš, in zdaj, ona je kle, jaz pa grem gor, ne, gre počasi, ampak ona bo še više in tako naprej, tako da imam do nje ogromno strahu, spoštovanje, ker ni lahko toliko let biti še vedno Severina. To je
Pa bil sem ful vesel, ker me je v enem intervjuju omenila zadnjič. Res? Nekje so jo omenili, da sem tudi jaz bil, ne, in je tako rekla, da se je rekla je točno to, toliko je sladek, rekel mi je, da ne znaš šta da mi kaže. Jaz tako, a ne znam zašto, jer ja se totalno prirodno ponašam pored njega. Jaz tako, kaj, ne pač. Ne vem, do teh velikih person, ne vem, kaj ne jim rečem. Predvsem žensk, no, z moškim se drugačno. S Tončijem sem se ful lepo. Sem, ne vem, po telefonu, ko so se pogovarjala, tudi v živo, nimam nobenega takega občutka. No. Pa ne, da nimam do njega spoštovanja, ampak drugače. Ne vem, mogoče ženska drugače, zato ker imam tako spoštovanje tudi do svoje mami, veš. In mogoče imam drugačen odnos do žensk, ki so neki daleč v življenju in potem imam te pogovori s temi že established ljudmi, pevkami, stradnicami, kakorkoli, malo težji vodim, no. Ampak jaz si predstavljam, da bi ti imel za njo pripravljenih 1000 vprašanj. Ne. A tudi zelo ne veš, kaj bi jo vprašal? Veš kaj, to so interakcije, ki so zelo omejene s časom. Jaz sem zelo slab, ko je nekaj omejeno s časom. Zato ajde, to podcast, to je cool, veš, ti meni daješ prostor, da jaz lahko govorim in sem malo manj živčen. Če pa jaz prijem na neko oddajo, recimo kot Dobro jutro ali pa neki, in sedim in jaz že vem, da imam samo 1 minuto 30, da vse povem. In tako, in klej isto, veš, Severino, omejena sva s časom vsakič, ona more nekam iti, jaz moram iti na oder, ona tam, bla, bla, bla. Ne morem jaz njej vse povedati, kaj. Plus jaz hočem, da sem jaz njej všeč. A veš, jaz hočem like me, please like me. In pa je še hujš, ker ne vem, kaj reči. Sej ti je potrdila, no, da si super dečko. Sej mi je. Pa sej tudi rekla, v daji je tudi rekla, zelo tako, da sem... da odlično baratam vokalom, jaz te komentarje zelo pamet, odlično baratam sa svojim vokalom in da sem izvrstan in da se mi oduševijo in tako naprej. Res ogromno lepih komentarjev mi je dala. No. Lepo. Samo veš, to je televizija, tudi to se moramo vse zavedati. Vse je to šov. Tako da, ampak mi je pa rekla tudi na samo. No, no evo. Vse v redu. Da je. Ne se sekirati. Ja, moram biti to samo všeč, vse veš. Sem ti že prej rekel. Ja, res je. Čeprav danes me snemaš iz desnega profila, pa sem ti rekel, da to pač ni moj profil. Tako da, sej sem že izgubil ene par. Ne bom te dala na moj stolček. Škoda. Dobro. Da mi malo povej, kakšen je pa David na domačem kavču, s čim se kaj ukvarjaš v prostem času, kaj najraje počneš, ko ne poješ? Zdaj sem imel maraton Sex and the City. Že ne vem kolkič. Včasih sem imel celo box set. Veš, to je ta stvar, ki sem jo dojel. Vedno sem mislil, da me sprošča ali meditacija, ali veš, take stvari. Probaval sem 1000, kaj mene res sprosti. Sprehod, ne vem, bla, 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 bla. In pol sem dojel, kako mene v bistvu najbolj sprosti, ko gledam neko neobremenjeno serijo, pa ni shit, ampak shit TV, ja veš, ne govorimo o Sex and the City, ampak kaj drugega. A veš čulo, Hallmark Christmas movie, ja veš, kaj so bili včasih ti slabi, res low budget Christmas filmi. To mene najbolj sprošča. Da jaz ne rabim nič kaj preveč razmišljati, da si sam tam. Da sem sam tam in da me zanima, kaj bo Carrie zdaj z Bigom v Sex and the City, kaj se bo zgodil. To, da ni neke pretirane filozofije, zato ker v bistvu jaz sem človek, ki ogromno že tako filozofira in razmišlja v svoji glavi, res ne rabim še dodatnih nekih tam meditacij, pa ne vem kaj vse, ker to me samo še bolj stresira, ker moram še bolj razmišljati. Ne? Tako da to, jaz imam mir rad, doma sem v miru, gledam Sex and the City in me boli briga. In to čim dlje, kolikor lahko. Se pa znam polent malo. Pol, če to delam. Povem, da najraje delaš nič. Najraje delam nič. In če me
če me zanese, to zna kar mal trajati, tako da moram mal paziti na to kdaj. No. Ker biti lem pa tudi ni zdaj najboljša valina. Je pa je tudi zdravo, no. Kdaj pa paše? Kdaj pa paše, ne? Sekirati, ja. Mislim, da vsakemu. A ti nisi načelena? Zelo malkrat. Zelo malkrat. Vedno kaj delam. Prid k meni na kavč. Bom videla, kako je to. Pa se bi prišla gledati, ja. Ja? Dolgo nisem to serijo gledala. Na Netflixu je. Izvoli. A ti dam geslo? Imam, Imaš? hvala. Okay. Hvala za prijaznost. Greva midva na zadnji del tega pogovora, ko imam še par kratkih vprašanj za tebe. Pa me najprej zanima, ali si zgodnja ptica ali pozna ptica? Pozna ptica. Noč ima svojo moč, vse pesmi pišem po noči. Nisem sploh jutranji. Mislim, da je to tudi zato, ker sta moja starša mami medicinska sestra, ki je delala nočne, moj oči je gostinc, ki je tudi delal do Tudi se 5. zavleče. Ja, do 5-6 zjutraj včasih celo, ker so pač bile žurke in tako naprej, tako da nisem imel te discipline doma. A veš, da kao, mami je prišla iz službe in ona ni gledala, da jaz spim do 11-12 realno takrat, ampak je šla nazaj, je pa šla ona spat iz noče, ne. Tako je. Se bi kdaj celo rad, a veš, da sem jaz tisti človek, ki vstaja ob 6, ker je res lepo izjutraj, ampak ne morem. Vstanem ob 9-10, če imam res naporen teden do 11. Tudi tebi se lahko koncert verjetno zavleče, ne? Ja, jaz In itak pa rabiš spanec. Ne, sploh po nekih takih zadevah, kjer me adrenalin drži do 2, 3, 4, 5 zjutraj, ne morem zaspati, grozen. Tako da ne, kar nočna ptica. Kar konkretno nočna ptica. Zaupaj mi nekaj, kar še ni znano tako zelo o tebi. Kaj še ne vemo? To sem pa zadnjič odgovoril na eno vprašanje, točno. Ljudje ne vejo, da sem jaz začel svojo glasbeno pot v narodno-zabavnih vodah. Ne v narodno-zabavnih, ampak na veselicah. Kar je zelo zanimivo, glede na to, kdo jaz sem dejansko. Ne? Ampak jaz sem takrat začel glasbeno kariero skupaj z Tanjo Žagar, Mikijem Šarcem, in mi smo kot mulj, sem jaz nastopil na ogromno veselicah s Tanjo, na njenih koncertih tudi, tako, ampak veliko je bilo tudi teh veselic pa tako. In sem se ful naučil, kako je biti na odrih, kamor ne pašeš. Ja, ne, da nismo tega vedeli, ampak tudi predstavljamo si, ne. Ja, res nisem pasul in sem postal en tak faker, a veš, dober. Kao, kao. Si se ful uživel. Ja, ful sem, ne, sej vse cool, meni je to bilo vse cool, sam ljudje niso kupili, a veš, to je bil ta problem. Sej, če bi to ljudje kupili, meni bi bilo čisto v redu, kaj so že bile, noco je druga rekla mi, tiste 3 besede. Ne, pa tako, pa kaj sem še pel. So mi bile kakšne res lepe, čebelice. Pa to. Ja, se najdejo se lepe, ja. Najdejo se lepe, nisem pa to zdaj jaz, ne. Jaz sem celo vodil narodno-zabavno oddajo na TV Veseljak 2 leti. Tako, tam sem se tudi veliko naučil, kako je biti nekje, kjer ne pašeš. Tudi tam, ampak vse to mora se zgoditi, zato ker sem zaradi tega spoznal, kaj vse sem, no. Mislim, da mi vsi moramo spoznati prvo, kaj nismo, da potem spoznamo, kdo sploh smo in kaj smo. In jaz sem se celo življenje zelo pogumno metil v stvari, kamor jaz ne pašem, kar nisem. Tako da sem zelo, to je ta stvar, ki ljudje res ne vejo, da vse moje izkušnje prihajajo v bistvu iz ukvarjanja se s slovensko glasbo, narodno-zabavnih vodah, zelo tako v tem smislu publiko, ki preferira tako glasbo in take izvajalce. No. In spoznaš, da se tle ni velike razlike, samo pač drugačna zvrstje. Pa ljudje tudi rečejo, kao, veš, znajo kdaj biti, tako da to tudi ni neka cool zvrst, pa tako naprej, ne, narodno zabavna in tako.
Mislim, meni je čist kul, mi je bila kul. Sam pač nisem to. Yes. Tako. Razen, če hočeš, da izdam kakšno narodno zabavo. Da probam. Na koncertu zapojem, veš, da na koncertu zapojem, sem ta ljudska. Zapojem tudi v miksu, naredim kot neko skupek dveh pesmi. Ene bosanske ljudske, s katero sem jaz odraščal, ene slovenske ljudske. In grem iz voljelo se dvoje mladi, 6 mjeseci godinu, kad su htjeli da se usmu, aman, aman. In potem grem v kje so tiste stezice, ki so včasih bile. In tako. In je lepo. Lepo, ja. In tu se imam v nekem... Zdaj, to je to, kar ta stvar, ki jo zelo želim s svojimi koncerti in s celo to glasbeno stvarjo pokazati ljudem, ko govoriva že o narodno-zabavnih, o zvrsteh različnih, da pač glasba ne bi smela imeti zvrstino. Glasba bi res morala biti samo glasba. Da se jaz ne rabim, pa tudi meni bi to bilo ful lažje, da se jaz res ne rabim ukvarjati s tem, kaj bom zdaj pel na koncertu. Pač jaz bom pel na koncertu to, kar bom jaz želel peti. In v tem primeru so to, kje so tiste stezice in žute dunje. Dve totalno pesmi z drugačnimi kulturami. Ko obe imata eno stično točko in to je, da sta lepi. Lepi pesmi. Tako da, plus mislim, da ogromno stvari tudi pride, veš, ko sem ti rekel to narodno-zabavne vode, pa to ogromno stvari je prišlo tudi takrat z moje strani. Jaz sem bil tudi na Ič, ne? David Dekič, to je moje pravo ime. In jaz sem hodil po teh veselicah z mojo goco, Dekič, ki pa je tudi pač malo polomljeno slovenščino z naglasom, ne. In tle je bilo kar borba, da mi pašemo, ne. In moja goca je tudi, dober dan. In pa ona sedi tam na tej veselici, na teh narodno-zabavnih koncertih po kar nekaj ur. In je pomembno, no, da v bistvu spoznamo, da vse te glasbene zvrsti, vse je to eno, mi smo vsi v bistvu še vedno od stare Jugoslavije z neko skupno zgodbo konc koncev. Ne moreš ti Slovencu ne dati misel, če vedno, da ni Balkanac. Seveda, da je. Vse so ti kot Slovenci, ne? Tudi jaz sebe smatram za Slovence, so obkrožena z balkansko kulturo. Ne? Vsakodnevno. Kaj se poje? Začnemo v dolini Tihi, pa gremo pa na Severino Brad Pitt, Milica Todorović 3 čaše, pol gre spet Marijanca vmes, a veš? To je dobra veselica. Znači, mi smo svi Balkan, ne? To. No, za zaključek me pa še zanima, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejel, pa da ti je še vedno ostal v spominu? Si zavzdihnil, težko? Ne, ja, sem težko razmisliti, no. Moj največji kompliment je verjetno od ljudi, ki pridejo na koncert, pa katero izmed mojih učenk ali učencev, rekla mi je nazadnjič, da hvala, ker se ji je s tem, ko je začela se z mano izobraževati v petju, spremenilo življenje, ampak ne govori vokalno, ampak tako. To mi je ful, tako sem bil tako, zakaj? Mislim, veš, je rekel, da sem mi ogromno dal. In v bistvu takrat, ko mi ljudje dajo vedeti, da sem jim ogromno dal, ampak to pomeni, ta kompliment velja in ima smisel, da res pomeni kot kompliment takrat, mislim, da ga jaz res doživim najbolj, takrat, ko se jaz tega sploh ne zavedam. Da jaz nisem tam tako, zdaj jaz moram tebi spremeniti life in tako, veš, ampak da sem to indirektno naredil. Nevedoč nekako naredil samo s tem, kar sem in svojo zgodbo življenjem, kakorkoli.
Ja, to ogromno pomeni in tudi po koncertu sem doživel že, da so mi, ne vem, ampak sem videl, kompliment mi je bil, ko sem videl kar nekaj solz na koncertu. Za eno pesem, ki sem jo napisal, ko jo pa izvajam res samo na koncertih, za moje mami. In vsakeč povem eno tako lepo zgodbo v mojem odnosu z mojo mami in tako naprej. In ker sem videl, da to ni bila ena oseba, ki je jokala, ampak da je to bilo tako, njih 8, 9, 10 v solzah. Zato je bil pa res velik kompliment, ker si tako, wow, nekaj, kar sem jaz napisal, ne. Pa da to ni slovenska pesem bila, ne. Ker konec koncev jaz izvajam pesmi v tem trenutku v hrvaščini, mislim, v vseh jezikih izvajam na koncertih realno, ampak ta je pač v hrvaščini, bosanščini, srbščini, kako se v hrvaškem jeziku in bil tako, wow, očitno nekaj klema smisel in je to ogromen kompliment. Lepo. Pa kompliment mi je tudi, da si me ti sem povabila. Ker sem mi stalno skakala na TikToku ven. In mi je prijeten bil cel vibe, no, ko sem videl te tvoje pogovore na TikToku, tako da mi je tudi to velik kompliment, tako da hvala. Najlepša hvala. Tudi ti si bil odličen sogovornik. Beseda ti res teče. Ne, super si bil. Je bilo preveč? Ne, v redu bilo. V redu bilo. Najlepša hvala, da si danes prišel, da smo skupaj popila kavico. Zelo dobra kavica, ki zdaj, imam jo še malo, ampak je malo že hladna. Ja, fejs hladna. Fejs hladna, ja. Res hvala in želim ti še veliko uspeha Hvala s enako. tvojimi podcasti, ker je zelo prijetno. Hvala. In se vidimo na koncertih pod zvezdami.